Je kakšna možnost, da pride k nam v Slovenijo tovor z Japonske, s katerim ni vse v redu, v mislih imam sevanje? Teoretično bi lahko prišla, v praksi pa nimamo direktnih linij iz Japonske. Imamo samo ladje, ki prihajajo s tovorom, čisto konkretno z avtomobili, ki se prodajajo po Evropi in prihajajo v Luko Koper na terminal za avtomobile. To so ladje, ki prevažajo osebne avtomobile iz Koreje. Te iste ladje se potem ustavljajo še v kitajskih in japonskih lukah. Te luke so ravno na nasprotni strani geografsko, kot pa tam, ker je trenutno problem z sevanjem. Pa še nekaj, blago, ki trenutno prihaja, recimo v teh dneh je blago, ki je zapustilo japonske luke pred dobrimi 4 tedni. Tako da moramo računati tudi ta čas plutja, povprečno je od 28 do 32 dni. Odvisno koliko luk taka ladja takne, po domače povedano. Na internetu smo zasledili kar nekaj stvari, ki sevajo. Kakšen tovor vse seva, kakšen tovor bi utegnil sprožiti alarm? No, na portalnih monitorjih se sprožijo dnevno alarmi, ampak to so, temu ne rečemo, da so to alarmi, ki bi kakorkoli lahko nas skrbeli pri meritvah, ker so to tisti alarmi, ki se sprožijo pri določenih vrstah blaga, ki imajo sevanje višjega praga, kot je neko naravno ozadje. Keramične ploščice, velike količine poln tovornjak, recimo železja, po domače povedano, odpadkov včasih seva, potem banane, cigarete, soja, to je takšno blago, ki že naravno seva. Velika količina, na primer, keramične posode, porcelanske posode in tako naprej. Na kak način pa v bistvu detektirate to sevanje? Detektiramo na ta način, da vsak tovornjak, ki vstopi in izstopi v Luko Koper, je avtomatično merjen, zato ker so na vseh voznih pasobih montirani tako zvani portalni monitorji. To so naprave, ki merijo non-stop 24 ur na dan, sevanje gama in nevtronsko sevanje. Poleg tega ne samo tovorni, ampak tudi ves peš promet, po domače povedano. Vsak pešec, ki gre po pločniku, ali pa vsak delovec, ki gre v luko in stopa iz luke, gre mimo takega monitorja in to se non-stop meri. Kako bi torej ocenili opremljenost Luke Koper z tovrstnimi napravami v primerjavi morda z drugimi lukami po Evropi? Če primerjamo opremljenost koprske luke, lahko rečemo, da je zelo dobro opremljena, zato ker se poleg tega, da imamo promet po cesti, imamo seveda tudi železnico in tam se meritve ne opravljajo, ker je tehnično bilo težje montirati monitorje, ki bi lahko zaznali v vagonih sevanje, ker bi bila razdalja med portali prevelika. No in ravno zaradi tega imamo še drugo možnost, ko kontejnerje, ki jih izberamo na podlagi neke analize tveganja, preskeniramo, temu rečemo skeniramo, zato ker jih pregledamo z pospeševalnikom in z drugimi besedami rečeno rentgensko pregledamo. No in ta rentgen ima tudi portalni monitor, ki obenem med tem, ko rentgensko snema, opravi tudi meritev morebitnega sevanja. Moram reči, da je takih naprav v Evropi samo nekaj, čeprav je na desetine luk.